pač se me začel smejati, rekel, pač tako je, ne, kaj češ, ne. Pa jaz sem pa v ihti in v jezi, sem rekel, jaz, ko bom bila velika, bom šla v parlament, ker nisem imela niti pojma, kaj je to, in bom spremenila zakone, da to se ne bo smelo delati več, ne, da se ne bo smelo te živali izkoriščati. Sem Gala, prihajam iz Primorske, točneje iz Mirna. Ukvarjam se s tem, da preko socialnih omrežij ozaveščam ljudi o veganski prehrani in o športu in veganka sem 4 leta in pol. Za vegane in vegetarijance sem v bistvu slišala v osnovni šoli pri gospodinjstvu in tam smo se učili o njih, se prav spomnim, da smo se učili prav neki mimo, varianta, ne vem, da niso zdravi in take stvari, ampak jaz kljub temu, ne vem zakaj, pač nisem, da bi, gledala, kaj so tisti vegani, ne, pač jaz sem imela zmeraj tako neko spoštovanje do vsakega, ne. V glavnem smo šli na piknik s prijatelji, z takrat mojim bivšim fantom in z mojo prijateljico, ko sem se v bistvu z njo spoznala tako pred kratkim, lahko smo se poznali 2 meseca. Smo si nesli čevapčiče, tako. In ona je bila vegetarijanka, ne. Pač je prav rekla tako nam, ne delati skupaj, delajte posebej tam čevapčiče in tukaj bom imela jaz, ne. In pol smo pač mi je bilo zanimivo, ne, zato ker, kakor sem rekla, sem zmeraj spoštovala vsakega posameznika, ne glede, kaj se odloči v življenju. In pač mi je začela govoriti, da ja, da ona v srednji šoli je, da videla pač, kaj se dela v teh klavnicah, neke posnetke in da se pač s tem ne strinja in zaradi tega se je pač odločila, da ne bo več del tega in da pač ne bo jedla mrtve živali. Ko sem se z njo pogovarjala, mi je obudila te spomine, ne. In sem rekla, sama imaš prav, ne, jaz tudi sem proti temu, ne. Že celo moje življenje sem proti ubijanju in izkoriščanju živali, pa nisem nič naredila. Zato, ker mi je bilo tako nekaj nedosegljivega in pol vidim njo in ona pač ne je, pa sem rekla, saj je to tako, preprosto, ne. In pol sem rekla, veš kaj, jaz bom tudi probala brez mesa in pol še isti dan sem pustila meso. In nič, jaz grem na internet, poguglat, ne, mleko, ne, kravje mleko in tako naprej. In pa dobim v bistvu vse možne informacije ven, od tega, da v kravjem mleku je urin, da so antibiotiki, da je kri, gnoj. Pa sem rekla, čakaj, kako kri, gnoj, ne, in pol s časom sem začela spoznavati, v kakšnih razmerah so te živali, spet krave mlekarice, kaj delajo z njimi, da so spet tam zaprte v tistih škatli, v tistih majhnih prostorih in da imajo tiste mašine, ki jih molzejo do krvi in da imajo gnojke in pač dobesedno svako dreko. V glavnem grozno, kaj se z njim dogaja. Dejansko sem spoznala, čisto naključno, v bistvu sem, pač ko sem rekla, jaz sem se zaradi zdravja šla malo pozanimati, na koncu sem spoznala, zakaj ne me heca, da je še tle neko mučenje in izkoriščenje živali, ne. Ja, isto je bilo pol z jajci, sem šla spet googlat, ne, ker to spet prihaja iz živali, ne, sem šla spet googlat, ne. Pač smešno, ja, da nisem tega vedela, ampak nobeden ti ni pravil, kakšno je ozadje, ne. In sem šla spet googlat in se informirati in plus to, da sploh ni zdravo, niti jajca govorim, kaj pa šele kravje mleko. In ko sem videla, v kakšnih razmerah so te živali, sem rekla, ne, zadosti, jaz ne bom več del tega. In sem rekla, zdaj bom pa šla tudi brez teh mlečnih izdelkov pa jajc. Je pa bil en problem, ko mi kakšen pol reče, ne, ja, meni mi je ful všeč sir in te mlečni izdelki. Saj mi je bilo tudi tu ful všeč, jaz sem bila odvisna, lahko rečem, da sem bila prav odvisna od mleka, mlečnih izdelkov. Sam, ko vidiš tisto ozadje, imaš tisti, zakaj ti to delaš, zakaj ti to upoščavaš, zakaj ti to se zdaj pač opustil, ne.
in mi ni bilo težko, zato ker sem imela ful velik razlog. No. Tako da, ja. V bistvu ona dva sta itak bila navajena, da sem zmeri nekaj po svoje delala. To tako malo, tako bi rekla, kako bi tega rekla. Malo vse po svoje sem delala, mene mi ni mogel nobeden nič ukazati, ker jaz nisem poslušala in sem šla po svoje. Ampak pač jim ni niti bilo čudno, zaradi tega, ker itak so vedeli, da že od majhna, da sem všeč živali in da jih imam pač rada. Pač, da se mi smilijo, valjda, da nisem bila vesela, če sem videla kakšno mučenje, ne. In ja, pa nekako so se privadili, no. In tudi drugi prijatelji, tako, vsi so bili tako skeptični, posmehovali so se. Pol pa, veš kako ne, prvo se smehujejo in tako, se umaknejo in pol pa prijo vsi nazaj. Pač to je se zgodilo meni. Moj partner Rene je takrat, ko so se spoznala, je bil že enih 10-12 let v fitnessu. Jaz pa prej ne športnica, kar se da. In pol je me en dan v bistvu povabil, da grem z njim v fitness. In sem rekla, dobro, daj grem, ne, že ko me toliko cajta prepričavaš. In jaz tako lepo gonim, pač motam tisto kolo, rečemo mi, in gledam tako malo ljudi in pa se rekam, kam sem sploh prišla, da jaz grem domov, daj se mi da. In prije za mano ena gospa, no, ki je tako bila že malo natrenirana in smo se tako pogovarjala. In jaz obenem še rečem, da sem veganka. Ne, veganka, ne. Joj, to boš pa mogla pustiti, a veš, fitness in veganstvo, to ne gre skupaj. Moraš si izbrati kakšen drugi šport. Pa še tako, veš, mi je ful priporočala, ne. In pa jaz sem rekla, pa še videla ti, da fitness in veganstvo ne gre skupaj, ne. In pole vsaj jazna, ne, grem spet nazaj do Rene in rečem, od jutra naprej bom delala iste vaje kot ti. In pole Rene, zdaj, čakaj, prej mi je rekla, pa se kako bom tiho, da se ne bo še premislila, ne. V bistvu, tako se je začelo. Na začetku so vsi se mi smejali, sploh okolica džima, fitnessa, ki so rekli, kaj bo ta veganka tle naredila, ne. In ja, jaz itak sem bila ful determinirana, v bistvu sem dobila svoj zakaj in tukaj sem dobila motivacijo. In ja, tako po 8 mesecih še ista ženska, ki mi je rekla, da se ne da, ker sem si po 8 mesecih zgradila že eno mišično maso, je prišla nazaj k meni in me vprašala, če grem na tekmo, da me bo ona celo vodila pri tem. Pa sem rekla, ne, hvala, ne grem. Jaz, ko sem začela s fitnessom, tako kot sem ti prej povedala, sem začela več fotografij objavljati na spletu, leta se da, ne, in tako naprej, sem malo povedala. Zmeri več ljudi mi je začelo pisati, kaj delam, da kako je to mogoče, da tudi oni bi radi to izvedeli, ne. Kar se tiče vadbe in prehrane, jaz sem cele dneve bila z računalnikom, da sem pisavala tem ljudem. In pol enostavno ne gre, ker imaš ti tudi svoje življenje, imaš svoje opravke. Pa sva prišla na to idejo, da narediva lepo spletno stran, kjer bo vse te informacije gore, se pravi o športu in o prehrani. In smo prišli do tega, da se bo ta stran klicala Go Build Yourself, ampak to je bilo v tem smislu, da več se zgraditi, rečemo, kar se tiče prehrane, vadbe in seveda še mišljenja. Začneš lahko z majhnim korakom, in če rabiš pri tem pomoč, kaj več informacij, v bistvu sem ti dosegljiva na Facebooku, na socialnih omrežjih, oziroma več informacij o veganstvu in o športu boš pa dobil na moji novi spletni strani. Če si
si želiš nekaj spremeniti na sebi, da bi naredil dobro sebi, naredil dobro drugim, a pa če iščeš informacije, sem ti dosegljiva. Nula, 9, 0. Kliči 08, 0. 0,9. 4x4. To je to.